Turnirja v Krškem so se udeležili otroci in mladostniki od 5. do 16. leta. Nastopa danes, mislim, da lahko rečem, rekordnih 50 otrok iz vseh dolenjskih klubov, plus še prišla ena ekipa iz Kozjega. Tako da igra se od 9:30 dalje, pa planiramo zaključek nekje okoli 16. ure. Tako da pester dan na teniških igriščih. Pred tekmo smo ujeli Anžeta in Aneja iz Krmelja, ki se turnirja uredno udeležujeta. 12 bom igral, na turnirju sicer 11. Jaz se pa ful dobro počutim, glede na to, da bom lahko igral še enkrat. Igral sem pa že kakih 20krat na turnirjih. Sem pa tudi v skupini države. Jaz sem že 20 turnir, tako kot on. Turnir, kot je dolenjski teniški satelit, zahteva nekoliko intenzivnejše priprave, pravi Anej. Igral sem ponedeljek, sredo, petek, pa še soboto, pa še v torek. Tenis treniram že slabo leto zdaj. Zame je ta turnir prvi. Malo sem nervozen. Pripravljal sem se tako 2 ure na teden, samo sem tudi doma večkrat gibe vadil. Igralci so bili razdeljeni v 7 kategorij. 4 so nastopili v kategoriji mini začetniki, za katere so postavili manjše igrišče, ki je primerno za trenutni nivo njihove igre. Večina ostalih, 13 otrok, je nastopilo v kategoriji mini tenis. V kategoriji midi tenis so imeli tokrat rekordnih 14 nastopajočih. Drugič pa so organizirali kategorijo midi začetniki. Tam se je v vlogi sodnika preizkusil Jan Preskar. Dobro so se tudi odrezali zaenkrat te tekmovalci, ko so tekmovali, tako da nismo imeli nekih posebnih priprav, edino pol ure pred tekmo smo se zbrali sodniki, da smo tako malo, da so nam razložili pač, kakve so pravila. Ponovno so bile lepo zasedene tudi preostale kategorije, tenis 10, tenis 11 do 13 in tenis nad 13 let. Cilj sodelovanja na turnirju je pridobiti prve tekmovalne izkušnje. V teniškem klubu Krško pa tudi v času poletnih počitnic ne bodo počivali, saj načrtujejo kar nekaj aktivnosti za mlade člane. Pripravljamo namreč teniške kampe, katere smo lansko sezono izpustili. Odvijajo se v 3 terminih, 2 sta zgodna julijska in potem zadnji teden avgusta poteka tretji teniški kamp. Vsebine same na kampu so različne, rolanje, učenje tujega jezika, večina seveda tenis, brain-on-brain igrice in podobno, tako da začinimo dan z različnimi vsebinami. V klubu so dejavni tudi na rekreativnem področju. Na rekreativnem področju poteka v klubu rekreativna Posavsko-dolenjska teniška liga, kjer je naša ekipa preteklo leto tudi osvojila prvo mesto. Potem pa skozi poletje se trudimo mesečno pripraviti en dogodek. Imamo v planu še turnir bivših in starejših tekmovalcev ter rekreativni turnir za igralce, ki niso še bili ali pa niso nikoli bili registrirani pri Teniški zvezi. Kot še dodaja Hovelja, bo priložnosti za nabiranje tako rekreativnih kot tekmovalnih izkušenj v poletnem času kar precej.